Živijo tukaj Valentin. Evo, danes pa prekinjam mojo tradicijo vloganja v beli trenerki. Grem namreč na poslovni sestanek. Moje ime je Valentin, ura je 10:30 in govoril bom o partnerskih odnosih, o spolnosti, o seksu, o otrocih in tudi v povezavi z živalmi. Poslušal sem meddimenzijske intervjuje oziroma izpovedi živali, ki poročajo o tem, kako one zaznavajo samega sebe, kako se odločajo za življenje na tem svetu, kaj vse upoštevajo pri tem, ko se sprejme neka odločitev. In zelo pomembna odločitev je to, ali boš imel otroka, ali boš imel potomca. Ljudje se odločamo za otroka precej na drugačen način kot pa živali. Pri nas, ko izbiramo nekega partnerja, večinoma cenimo neko zunanjo podobo. Lahko nam je nekdo hipoma všeč, torej ljubezen na prvi pogled, in v nas se sprožijo neki občutki, torej nastane neka privlačnost do druge osebe, brez da bi jo sploh spoznali, kaj ta oseba je. Nekaj nepojasnjenega nas pritegne do te osebe in seveda to so neki predprogramirani vzorci, podzavestni vzorci, ki nas držijo celotno človeštvo v ustvarjanju konflikta. V glavnem nas pritegnejo neke osebe, ki imajo določene karakteristike, ki jih mi nismo prepoznali ali realizirali v sebi, in potem si domišljamo, da če bomo mi s to osebo, bomo mi to pomanjkanje v sebi zapolnili in bomo postali celi. In zato rečemo, ja, ti si moja boljša polovica, kot da smo mi polovica, in iščemo neko manjkajočo polovico, da se dva človeka združita in postaneta eno. No, vse to, tak način odločanja za partnerja, to je vse manipulacija našega lastnega uma, energetskega programiranja določenih bitij, ki so potrebovala, da ljudje ustvarjamo konflikte v medsebojnih odnosih, in zato naši odnosi, kot se lahko vidi, so tudi na ta način resnično udejanjeni. Torej, pride do zaljubljenosti, kar nas potegne do nekega partnerja, je želja po seksu, po izkušanju spolne energije, in brez da bi se zavedali, da spolni akt posledično lahko pomeni tudi zanositev in spočetje otroka in posledično veliko odgovornost, ki nas bo obremenjevala skozi celo življenje. Zato je mnogo ločitev, mnogo je samskih staršev, samohranilcev, ker pride zelo hitro do razveze, in to je zelo škodljivo glede človeške družbe. Kako pa se za partnerstvo odločajo živali? Povsem drugače. Spoznal sem, da živali zelo tehtno premislijo oziroma proučijo, s kom bodo sklenili življenjsko partnerstvo in s kom bodo imeli potomca. Vsaka živalska vrsta to počne na majhen drugačen način.
Poslušal sem recimo intervju z slonom, ki so povedali, da oni nekako proučijo, kako se oseba, določeno drugo telo, se pravi drug slon, ujema z njihovo celotno fizično konstitucijo in kakšna bi bila posledica, če bi prišlo do parjenja in do spočetja novega slona. Kajti vsako telo ima drugačne značilnosti, drugačne fizične karakteristike in če bi se živali razmnoževale na ta način, da bi se tako kot ljudje odločali kar na osnovi neke hipne zaljubljenosti, potem bi njihova vrsta zelo hitro opešala. Živali poskrbijo, da je res maksimalna kompatibilnost dveh partnerjev na fiziološkem, fizičnem nivoju in nekem vibracijskem nivoju, da je potem otrok res močan, da pride do nadaljevanja neke močnega rodu, da se izogiba kakršnem koli degradiranju njihovega fizičnega telesa. Pri ljudeh je pa tako, da se odločamo velikokrat za nekega nekompatibilnega partnerja, za katerim fiziološko nismo kompatibilni, in potem pride do raznih izmaličenj, zarodka, do deformacij, do pojava raznih bolezni, ker ljudje smo pa še bolj kompleksna bitja, ker je tukaj v sredini še umsko-zavestni sistem. Ljudje smo ujeti v energetski sistem uma in pri spočetju otroka, pri spolnem odnosu se in tako fiziološke značilnosti obeh partnerjev kot oba dva umska zavestna sistema, vse se združi, pomeša, in če tukaj ni dovolj velike stopnje kompatibilnosti, pride do problemov pri razvoju otroka. Zato je tudi človeška rasa zelo šibka, zato se otrok rodi popolnoma nemočen, je odvisen od staršev. Živali pa, ko se rodijo, so večinoma takoj sposobne za to, da poskrbijo za sebe, da so funkcionalne. Njihovo telo je veliko bolj razvito že v zgodnji fazi, takoj po rojstvu. Toliko v razmislek, torej ljudem tudi predlagam, da se za partnerstvo odloča šele po nekaj letih spoznavanja določene osebe in da se tudi vzame v obzir določena fizična kompatibilnost. Ker tudi, če se imaš za nekomu fino, pa se super razumeš, lahko da se fizično ne ujemata. Tega do zdaj še ni bilo pri človeku, zato je to neka novost glede odločanja, izbire svojega partnerja, in veliko se imamo še za naučiti od živali. Vabim vas, da si tudi vi poslušate, kaj imajo živali za povedati. Povezave do teh intervjujev najdete v opisu tega videoposnetka. To je vse za danes iz moje strani. Lepo se majte in nasvidenje.